Medvoška knjiga Mozaik spominov, pogledov in podob. Ob mesecu požarne varnosti za vajo zagorelo v podjetju Brinox. V rožnatem oktobru in sicer Ne pozabi nase. Prepletanje glasbene in vizualizirane poezije Agate Trojer. Foto in video utrip s popotovanja po Šrilanki. Na koncertu jazz sekcije Godbe Medvode. Andrej Žavbi, svetovni veteranski prvak na velodromu. Dober večer in lepo pozdravljeni. To soboto je predstavitev slovesno prireditvijo v Kulturnem domu Medvode doživela Medvoška knjiga. Zbornik, ki je nastal v sklopu zbirke mestnih knjig pri Slovenski matici. Izdaja knjige je bila sicer načrtovana ob lanskoletnem praznovanju 30-letnice občine Medvode. Luč sveta pa je zagledala na to v letošnjem letu. Gre za pisan mozaik spominov, zgodb, podob in pogledov, ki skupaj rišejo večplastno identiteto Medvod na 225 straneh. Knjiga pa je bila natisnjena v 500 izvodih. Medvoška knjiga je 18. mestna knjiga pri Slovenski matici in nosi podnaslov Mostovi v času in prostoru. Če kdo, potem se prav Medvoščani še kako dobro zavedamo dejstva, da so za kakovostno in tvorno življenje skupnosti nujno potrebni mostovi, pa naj si bodo tisti, ki nam vode premagajo prekoračiti, ali simbolni, ki denimo lahko ustvarijo povezave med staroselci in priseljenci. Nenazadnje se mi ne zdi, da je naključje, da je knjiga išla kot ob 30-letnici občine Medvode in prav pred 30 leti smo začeli snovati to zbirko mestne knjige, v kateri je zdaj kot zadnji 18. zvezek predstavljena tudi občina Medvode oziroma vse njeni kraji, časi, prostori, ljudje skozi zgodovino vse do danes. Pod uredniško delo sta se podpisala Medvoščana dr. Barbara Pregelj, prevajalka, literarna zgodovinarka, urednica in lastnica založbe Malinc, ter Urban Vovk, slovenski literarni kritik, esejist, pisatelj, prevajalec in glavni urednik založbe Beletrina. Nikoli si ne bi upal enega tazga kompleksnega projekta prevzeti sam, ker sem na vse zadnje leposlovni urednik. Tukaj pa vemo, imamo tudi bogato likovno gradivo, imamo zgodovinsko gradivo, zgodovinska dejstva, letnice, kjer je treba biti zelo natančen. Tako da se res zahvaljujem ekipi, ki je najbolj seveda svoji sourednici Barbari Pregelj, in pa še vsem, ki se niso znašli na knjižnem ovitku, pa so kljub temu prispevali zelo pomembne kamenčke v mozaiku, da smo nekako razkrili pa odkrivali na novo zgodovino nekega kraja in pa vseh avtoric in avtorjev, ki so z njim tako ali pa drugače povezani. Bodisi so ustvarjali v določenem obdobju v Medvodah ali pa so jih omenjali v svojih literarnih delih. Medvoščani smo tako simbolno stopili ob bok največjim slovenskim in zamejskim mestom, ki se že lahko pohvalijo z mestno knjigo. Ljubljani, Mariboru, Celju, Ptuju, Novemu mestu, Kranju, Črnomlju in Metliki, Slovenj Gradcu, Kamniku, Bledu, Tolminu, Trbovljam, Idriji, Kočevju ter Trstu, Celovcu in Gorici. Mislim, da je za Medvode to velika čast, da kot palček v bistvu vstopa v to imenitno druščino. Zato je bila seveda naloga še toliko bolj odgovorna, da pokažemo, da Medvode imamo nekaj relevantnega, pomembnega za pokazati, da lahko, da smo nekako da se ne znajdemo nezasluženo v tej družbi. In mislim, da ta knjiga to dokazuje in da danes, ko je dosegla nekako svoj družabni epilog s to predstavitvijo v Kulturnem domu, nekako vsi lahko pogledamo nazaj s ponosom na vse, kar smo ustvarjali, kljub nekaterim zatikanjem, ki se jim pa seveda zelo težko izogniti pri tako širokih, kompleksnih projektih. Ta imenitna druščina pa je v precejšnji meri določila tudi vsebinsko zasnovo knjige. Koncept zbirke mestnih knjig namreč o mestih, vključenih vanjo, ne govori skozi besede in podobe o enem sklenjenem pripovednem loku, ki bi razvoj kraja spremljal od njegovih začetkov do sedanjosti, temveč ponuja pisan mozaik spominov, zgodb, podob in pogledov, včasih tudi nasprotujočih si besedil in vizualnih gradiv, ki skupaj rišejo večplastno identiteto Medvod.
Ja, glede na to, seveda, da je pred Medvoško knjigo išlo že 17 zvezkov mestnih knjig, sta urednika imela kar nekaj možnosti, da pokukata, kako so to počeli uredniki pred njima. Vendarle pa je bil moj napotek, ko smo se začeli dogovarjati za pripravo Medvoške knjige, naj jo ustvarita tako, da bo v njej duh vašega mesta, vašega kraja, tega prostora. In zdi se mi, da sta ga zares imenitno zajela. Tako Medvoško knjigo vključena gradiva med seboj vzpostavljajo dinamičen dialog. Vsak bralec pa jo lahko doživi po svoje in tudi vsakič drugače. Predvsem pa je knjiga razprt most do preteklosti, skupnosti in prostora, ki nas povezuje. Knjiga je dejansko zelo izrazito posvečena ustvarjalcem, torej predvsem umetniškim besedilom, veliko bolj kot morebiti knjige pred Medvoško knjigo, kjer imamo več tega faktografskega, dokumentarnega gradiva o preteklosti posameznih krajev Ljubljane, Kočevja in podobno. Po drugi strani je ta knjiga zares duh tega teka reke oziroma tudi sotočja, ki je v tem prostoru, tako da je besedilo ni kronološko izrazito razporejeno od najstarejših dogodkov do najnovejših sodobnih trenutkov, ampak je knjiga nekakšen mozaik, kakor kaplje, ki se bijejo med sabo, ki se spajajo med sabo, ki nekako tečejo mimo nas, včasih brezskrbno, včasih kot nevarnost in kataklizma. Je pa to prva mestna knjiga, ki je bila natisnjena na papirju, ki je bil tudi dejansko proizveden v občini, za kar gre zasluga donaciji papirnice Goričane. Se mi zdi, da ima ta knjiga tudi neko bogato povezovalno in pa navsezadnje simbolno, pa tudi metaforično vlogo pri razvoju in pa današnjem statusu tega kraja. In ta povezava pa se odraža tudi v tem, da smo poleg Slovenske matice, ki je bila seveda zelo pomembna, da je sploh knjigo uvrstila v program oziroma v ta kontekst mestnih knjig, da tako kot se je povezala nekako ta ožja ustvarjalna ekipa pri nastajanju knjige, da so tudi krevne institucije nekako to začutile kot neko priložnost, kot nek izziv. In pa seveda glede na to, da so Medvode industrijsko mesto tradicionalno, da so se v ta projekt vključili tudi gospodarski subjekti, ki so pač podprli s sponzorskimi sredstvi. Skupna želja vseh govornikov, ki smo jih v soboto lahko slišali na odru Kulturnega doma Medvode, pa je bila ena. Medvoška knjiga naj pristane v vsakem medvoškem domu. Jaz si sam želim, da bi Medvoško knjigo prebralo čim več Medvoščanov, da bi Medvoška knjiga v čim več medvoških domovih bila na takem mestu, da bi bila vidna. Predvsem pa verjamem, da je Medvoška knjiga eden izmed gradnikov identitete Medvod in Medvoščanov. Medvoščanom bi želela, da jim ta zares neverjeten prostor med sotočjem, torej med dvema vodama, prinaša sporočilo o živosti, o tem, da bo to mesto naseljevala volja do življenja, volja do ustvarjanja, volja do slovenskega jezika, volja do čudovitih misli, volja do spominov in volja do ustvarjanja prihodnosti. Morda tudi to, da niso vedeli, da so določeni ustvarjalci določeno življenjsko obdobje preživeli v Medvodah. Tudi tega se mogoče premalo zavedamo. Kdo vse je tukaj že ustvarjal in pa v Medvodah najdu določen ustvarjalni navdih, inspiracijo, ki se mi zdi, da zdaj tukaj ravno zaradi tega, ker zaradi te močne simbolike voda in mostov, recimo Emil Filipčič, eden od avtorjev v knjigi pravi, Medvode so Mezopotamija. To je
kot Mezopotamija, ne. V bistvu gre tukaj tako kot Evfrat in Tigris, ne. Imamo tukaj pač Soro in Savo, tako da tukaj dejansko nas lahko odnese marsikam, ne. Na slovesni prireditvi v Kulturnem domu Medvode so v kulturnem programu, ki je vključeval interpretacije zapisov iz knjige, nastopili člani KUD-a Franc Aleški Finžgar Senica, v videozapisih tudi člani drugih društev OKZ Medvode, na klarinetu Dija Repnik, Blaž Avsenik na klavirju, prireditev pa je z besedo vodil in povezoval Ambrož Kvartič. Del prireditve je predstavljal tudi pogovor z avtorji prispevkov v knjigi, tako smo lahko prisluhnili razmišljanjem Janeza Škofa, Tilke Jamnik, dr. Nevenke Bogataj in Vikija Grošlja o Medvodah. Jaz mislim, da je današnji večer eden tistih večerov, da kdor ga je zamudil, mu je lahko res žal. Zato, ker je bil to eden tako navdihujočih večerov, en tistih večerov, kjer ugotovimo, da je v Medvodah toliko različnih ljudi. Toliko ljudi, ki so z Medvodom povezani in jih čutijo, da to daleč presega tisto, kar mi vsak dan vidimo. Jaz mislim, da taki projekti, taki večeri, taki trenutki so najboljši protistrup za klimo, ki meni, da je vse odveč, da je vse brez veze in da pravzaprav skupnost ni pomembna. Zbornik v nakladi 500 izvodov je izšel s finančno pomočjo občine Medvode, javnega zavoda Sotočje Medvode in podjetij Brinox, Goričane, Tovarna papirja Medvode, Jamnik d.o.o., Prima Filter Tehnika in Steklarstvo Omanovič. Nakup knjige je mogoč v Tic Medvode, pri Slovenski matici in spletnih knjigarnah. Oktober je mesec požarne varnosti in zato tudi mesec, ko so gasilci še posebej dejavni na terenu. V Sori so se ta konec tedna zbrali gasilci vseh 6 prostovoljnih društev Gasilske zveze Medvode in izvedli skupno gasilsko vajo v sodelovanju s podjetjem Brinox. Vaja je bila izvedena v sklopu praznovanja 120. obletnice PGD Sora. V soboto bodo ta lepi jubilej v Sori obeležili slavnostno akademijo, v nedeljo dopoldne pa bodo že tradicionalno pripravili dan odprtih vrat. Sobotno dopoldne je bilo v Sori vse prej kot mirno. Na območju podjetja Brinox se je razvil požar, tokrat seveda le za vajo. Gasilci so morali hitro ukrepati, pregledati objekt, pogasiti požar in poiskati pogrešane ter poškodovane osebe. Pri vaji je sodelovalo več kot 70 gasilk in gasilcev iz vseh 6 prostovoljnih društev Gasilske zveze Medvode. Preizkušali so delovanje gasilskih enot, komunikacije med društvi ter uporabo različne gasilske opreme na vseh ravneh, od osnovnega gašenja do tehničnega reševanja. Tale naša današnja vaja je nekako uvod v praznovanje naše 120-letnice, ki jo praznujemo naslednji teden, 25. oktobra. Zbrali smo se danes v kar lepem številu vsa društva v zvezi. Na pomoč smo povabili tudi civilno zaščito, pa naše mladince smo ponudili. Šlo je za požar v podjetju, kjer smo ga uspešno seveda omejili in pogasili. Malo večji izziv je bilo iskanje ponesrečenih oseb. Bilo jih je vse skupaj 12 v skletnih prostorih, tako da smo imeli kar težavo, ampak smo na koncu uspeli. Glejte, varnost je na prvem mestu. Podjetje posluje po določenih standardih in prav tako podjetje konstantno raste in se širi, kar zahteva, da se tudi bolje pripravi in organizira v sodelovanju seveda z okoliškimi prostovoljnimi društvi. Tudi take vaje, ki praviloma izkažejo, kje so pomanjkljivosti in pa seveda nas pripravijo na pravilne odzive, ki bodo rezultirali v tem, da ne bo nobenih poškodb, bog ne daj kakšne nesreče in pa seveda, da se tudi zavarujejo osnovna sredstva in podobne zadeve. Takšne vaje so za gasilce izjemno pomembne, saj omogočajo preverjanje pripravljenosti, opreme in predvsem sodelovanja med društvi. Ko pride do dejanskega požara, mora vse teči usklajeno. Kakšna je ocena tele? Ena, ki veste zanjo, ki je izstopala, je tale hidrant. Prav je, da se to pokaže na vaji, da nimamo težav to na dejanskih intervencijah. Tako da drugega tazga večjega pa ni bilo. Smo se tudi trudili, da nismo motili preveč delovnega procesa.
tako da jaz mislim, da je bilo kar uspešno. Podobne vaje po vsej Sloveniji potekajo prav v oktobru, mesecu požarne varnosti, ki letos znova opozarja, kako pomembna sta preventiva in usposobljenost gasilcev. V Sori so dokazali, da so na vsak izziv dobro pripravljeni in poudarili pomembnost sodelovanja z lokalnimi podjetji. Podjetje si želi vračati v skupnost, zaveda se tega, da je skupnost ta, ki bo gradila tudi prihodnost podjetja. Gre pač v bistvu za razvoj celotne mikroregije in seveda gasilska društva, predvsem prostovoljna, so tista, kamor se človek prvo obrne, ko se odloča o sredstvih, ki so na voljo za doniranje. Mislim, da je to koristna stvar in to je v skladu in na čelu z naših vrednot. Tako. Ja, res je, zelo so nam naklonjeni, pa bi rekel lahko vsem gasilcem v Medvodah. Sploh ob takih obletnicah še bolj sodelujemo. Vemo, da raste, skušamo pač vzdrževati ta stik z njimi, da se redno tudi sami udeležujemo njihovih povabil na razne obhode, tako da smo seznanjeni z njihovimi novimi objekti in nevarnostmi, rekel kar redno. Gasilska vaja v Sori je tako uspešno združila prostovoljce, podjetje in skupnost z enim samim ciljem – varnost ljudi in njihovega okolja. Občina Medvode se je v sodelovanju z zdravstvenim domom Medvode in vrtcem Medvode tudi letos pridružila akciji ozaveščanja v času rožnatega oktobra. Ta letos poteka pod sloganom Ne pozabi nase. Župan Nejc Smole je s sodelavkami prejšnji četrtek in petek delil rožnate vrtnice in opozarjal na pomen samopregledovanja dojk in udeležbe na preventivnih programih pred 3 največjimi vrtci v Medvodah, Pirničah in Smledniku. Združenje Evropa Dona Slovenije je v letošnji kampanji rožnati oktober povezala še z vijoličnim septembrom. V letošnjem letu so združili vijolični september in pa rožnati oktober. September namenjen osveščanju raku rodil in pa oktober raku dojk. Zato tudi letos slogan Ne pozabi nase. Med listkom stvari, ki jih moramo opraviti čez dan, nas opozori tudi na lastno skrb. Predstavnice zdravstvenega doma Medvode so delile različna izobraževalna gradiva in nasvete tudi o pomenu zdravega načina življenja in odgovornosti do svojega zdravja, predvsem pa nasvete o pomenu zgodnjega odkrivanja rakavih sprememb. Na modelu so prikazale potek samopregledovanja, ki še naprej ostaja najpomembnejša preventivna dejavnost. Absolutno, da se pregledujemo. Samo pregledovanje dojk, ženske, ki imajo mesečno perilo, 10. dan ciklusa, ostale, ki so že izven mesečnega perila, si pa izberejo dan v mesecu, katerega potem pregledajo svoje dojke, pretipajo. Zdaj brez test. Imamo tudi aplikacijo, ki je brezplačna, katero si lahko v Google Play ali pa App Storeu zloadajo in v bistvu tam tudi video prikaz, na kakšen način je potrebno samo pregledovanje izvesti. Župan Nejc Smole je s sodelavkami prejšnji četrtek in petek delil rožnate vrtnice in opozarjal na pomen samopregledovanja dojk in na pomen udeležbe na preventivnih programih pred 3 največjimi vrtci v Medvodah, Pirničah in v Smledniku. Ja, lokacija je kar idealna, bi lahko temu rekli, ker pa otroke hodijo tako mamice kot babice in želimo zajeti čim širšo starostno populacijo. Zato, da res probamo osveščati vse, tudi mlajše. V oktobru po celem svetu torej obeležujemo rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. V Sloveniji akcije koordinira Združenje Evropa Dona Slovenija. Občina Medvode pa se je v akcijo vključila leta 2017, ko so predstavniki občine in združenja z rožnatimi pleteninami ovili drevesa pred občinsko stavbo. Leta 2023 pa pred Medvoško knjižnico zasadili še rožnato drevo. In kaj sporoča rožnata vrtnica? Da smo v mesecu oktobru, da gre za tradicionalno rožnati oktober. Tukaj pa nas v Medvodah, lansko leto smo bili v zdravstvenem domu, letos smo se pogovarjali, pa smo rekli, pojmo malo pred naše vrtce. Tukaj je ponavadi struktura taka, da je žensk še več.
mamic in skušamo pravzaprav opozoriti, no, da imamo v Sloveniji kar nekaj presajalnih programov, ki so dobri, ne samo za ženske, tudi za moške oziroma za oboje. Tokrat v oktobru opozarjamo na presajalni program povezan z rakom dojk in da v resnici nikoli ne vemo, kdaj nas kaj prizadene oziroma zadane kakšna bolezen v življenju, zato je to za izkoristiti, kajti vsi pa vemo, da predvsem pri teh obolenjih, prej ko jih odkrijemo, večja je možnost ozdravitve. Se vedno odzovete na povabilo na kakšnega izmed teh presajalnih programov Moški svet? Jaz ga še nimam, mislim, da dobijo to po 50. letu. Sem bil pa zdaj prvič v referenčni ambulanti, tako da tega sem se pa odzval, tudi dobil take ne preveč razveseljive rezultate, tako da človek, če nič drugega, tukaj dobi eno povratno informacijo, kaj mora narediti drugače, če želi, da bo drugače. Kakšen je odziv nas žensk, ko prejmemo tole rožo? Gospe so vedno zelo vesele. Se mi zdi, da očitno smo se kot družba spremenili in poklanjamo premalo cvetja. Hkrati pa se mi zdi, da se tudi vsaka spomni tega, da je res rožnati oktober, pa čemu je namenjen. Upam, da tudi s temi aplikacijami, z vsemi temi informacijami, ki jih zagotavljajo tudi sodelavke zdravstvenega doma, spomnimo kakšno, če je na to pozabila. Za rakom dojk vsako leto zboli več kot 1500 ljudi. Pred 3 leti tudi Romana Epih, ravnateljica vrtca Medvode, ki se je vključil v letošnjo akcijo. Vrtec je en tak bazen, kjer je pretežno ženska populacija in vsi vemo, da rožnati oktober pomeni predvsem preventivo in jaz lahko delim osebno izkušnjo z vsemi, zato je to res pomembno, ne glede na to, ali se to zgodi naključno ali pa z nekimi aplikacijami, pregledovanjem ali pa še kaj več teh stvari. Za pregledovanje in za ugotavljanje je v Sloveniji res veliko, ker je pač onkologija zelo razvita, tako da smo se z veseljem odzvali tej akciji. Ne z veseljem, ampak delite to svojo izkušnjo. Kakšna je bila vaša pot? Moja pot je bila naključna, res naključna. Nikoli nisem upoštevala teh preventivnih programov, ne glede na diagnoze družine. In res slučajno sem zatipala in potem se je to zelo hitro vse skupaj odvilo. Vse do časa, tako da sem še danes tukaj. 3 leta je že od tega. Kakšen bi dali nasvet sedaj glede na svojo lastno izkušnjo? Karkoli se zgodi, vedno je rešitev. Ni treba počepati, če pa si kdo želi, sem pa vedno tukaj. Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah, saj je vsak 5. novi primer raka pri ženskah prav rak dojk. Ni pa to izključno bolezen žensk, saj sta med obolelimi tudi 1 do 2% moških. Umrljivost se počasi zmanjšuje, predvsem zaradi odkrivanja manjših tumorjev in kakovostnejšega zdravljenja, ki postaja vedno bolj prilagojeno posamezniku. Predvsem imamo program Dora Zora, od 50 do 64 leta. Tukaj bi pač si želeli višjo številko, se pravi večjo odzivnost žensk v sami občini, kar pa tudi ni čisto 100%, zaradi tega, ker našo ginekološko ambulanto obiskujejo tudi pač pacienti zunaj občine. Tako da nimamo čisto realne številke, čeprav kljub temu, da je 75% udeležba, bi si jaz še vseeno želela višjo. Kako bi mene prepričali, da bi šla na preventivni pregled? Sicer hodim, ampak vseeno. Kako bi vas prepričala? Tako da poskrbite zase, tako kot poskrbite za svoje račune. Kljub temu, da preventivne programe financira zdravstveno zavarovanje in so pacientom na voljo brez doplačila, pa je odziv na povabila k sodelovanju še vedno slabši od pričakovanega, tudi v naši občini. Najboljše rezultate Medvoščanke sicer dosegajo prav v državnem programu za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora, kjer se vabilu odzove 3/4 povabljenih občank, kar pa je še vedno manj od slovenskega povprečja. Nižja od slovenskega povprečja je tudi presejanost v programu za ugotavljanje raka materničnega vratu Zora, saj se odzove nekaj več kot 72% občank. Boljša od povprečja pa je odzivnost v programu za ugotavljanje raka debelega črevesa in danke Svit, pa vendarle še vedno daleč od pričakovanega, saj se vabilu odzove še ne 68% občank in občanov. Iz zdravstvenega doma Medvode prihaja še ena vesela novica. Po 2 letih se je ponovno odprla ambulanta medicine dela, prometa in športa. Več o tem pa prihodnjič.
In prihodnjič tudi nadaljevanje prispevka izpred 2 tednov na temo 3. stacionarnega radarja v naši občini na Seničici. Oglasila se je namreč skupina prebivalcev, ki najbolj glasno zahteva umiritev hitrosti na tem odseku ceste. Nekatere navedbe in izjave v prej omenjenem prispevku po njihovem mnenju zahtevajo popravek, dodatno obrazložitev in tudi njihovo videnje problematike. V sredo 8. oktobra smo se odzvali povabilu Agate Trojar, da se ji pridružimo na večeru z naslovom Prepletanja 6x10 v Jeshrani v njeni rodni Škofji Loki. To je bil večer prepletanja njene poezije, uglasbene in vizualizirane, v katerem so posredno ali v živo sodelovali številni ustvarjalci, ki žive ob Sori in Savi. Je Uršuljanka iz leta 1997, dobitnica Male Prešernove plakete za literaturo leta 1999, dobitnica Jabolka kakovosti leta 2010 in prejemnica Zlatega znaka Javnega sklada Republike Slovenije in plakete Občine Medvode leta 2017. Slednje tudi zaradi svoje vsestranske povezovalne vloge tudi na področju vseživljenjskega učenja in ohranjanja kulturne dediščine. Naključen ni bil niti datum, niti naslov druženja. Skratka, Agata Trojar je za sredo 8. oktobra obljubila prijeten, prijateljski, družinski, skratka, žmohten večer. Ja, seveda je moj dan, ampak nimam drugega komentarja, kot vsaka smrkla ima don že 60. To je bil večer, ko je sama ob glasbeni spremljavi prebirala svoje pesmi in so stene Jesharne v Škofji Loki krasila likovna dela, ki so jih spodbudile Agatine pesmi. Kaj vam je bližje, vaša poezija glasbena ali vizualizirana? Lejte, to je bil eden izmed že nekaj letnih izzivov in najbližje mi je to, da smo skupaj soustvarjalci, soumetniki, vsak s svojimi veščinami in svojim duhom stopiti stopnico više, pa stopnico drugam, da se znamo združiti, da znamo se preplesti. In tako je tudi današnji večer izpadel. Agata Trojar, Škofjeločanka, ki sedaj že več kot 30 let živi na Zgornji Senici, je svojo zbirko, ali kot pravi sama, katalog občutij z naslovom Jagode izdala leta 1985. 6 let kasneje zbirko pesmi Jagode 2, leta 2015 Nekaj grižljajev lune, 3 leta kasneje Cvrčanje nad mestom in pred 3 leti zbirko Dotikanja z jagodami, nasmehi, grižljaji in cvrčanje. Te slednje so bile natisnjene v samozaložbi s podporo kulturnega društva Sejalec umetnosti, katerega predsednica je. Tokratni literarni večer je bil retrospektiva njenih del. Dejansko gre za izbor vsega mojega opusa. Moj bog 45 let je že, kar je prva pesniška zbirka bila izdana. In ta nekakšen delni izbor je nastal že z zadnjo pesniško zbirko Dotikanja in te smo še malo podložili z novo nastajajočimi v zadnjih parih letih. Poleg Neže Maurer so Agatin pesniški glas v literarnih delavnicah pomagali izostriti tudi Lojze Kovačič, Miha Mohor in Aleš Štegar. Kasneje pa je bila tudi sama somentorica ali mentorica in vodja različnih literarnih skupin. Poseben tako imenovan pušelc za Agato je tokrat pripravil igralec Bojan Trampuš, ki je verze iz različnih Agatinih pesmi sestavil v novo pesem. Šla bi za vonjem aster in prvih hrušk po škripajočih stopnicah, usanjavše pet njenih pravljic in voščila dobrodan. Ste vedeli za vsak vers, iz katere pesmi je? Ne, dejansko res ne. Sem vmes plavala, pa me je metal iz enega občutka v drugega, kakor na valovih ali pa kakor v jesenskem listu, ki ga brcaš po gmajni. Ja, bilo je pa domač.
Nekaj njenih pesmi je v španščino prevedla Medvoščanka, prevajalka in kulturna promotorka Barbara Pregelj v sodelovanju s Franciskom Tomšičem, prebirala na tokratnem večeru pa Urška Perhovec. Vajeni smo že literarnih večerov, ko Agato Trojer o prebiranju pesmi spremlja glasba, največkrat vsestranskega Lada Jakše, ki je za tokrat, tako kot Jure Krajnik, uglasbil eno izmed njenih pesmi, kar 4 pa je uglasbil Boštjan Soklič. Član zasedbe Tanta Druj, ki je na kitari tokrat spremljal tako Agato kot ostale izvajalce. Na tokratnem večeru je dobil tudi svojo podobitev izpod rok Janeza Plestenjaka. Noge postanejo peruti in se zdi, da minut in sekund ni več. Rekli ste, ja, Agatino poezijo je kar težko uglasbiti. Kako bo držalo to? Jaz v bistvu že desetletje uglasbljam slovensko poezijo, ampak bolj s poudarkom na starejših avtorjih, da se pravi od Prešerna do moderne, pa še naprej. Tako da sem bil zdaj pač po dolgem času soočen s prostim verzom in sem mal njena besedila prilagodil. Tako da so pač nekako zazvenele v tem mojem štosu. Ste besedila sami izbrali ali je Agata rekla? Ne, nič mi ni sugeriralo, tako da je bilo to čista svoboda, svobodna izbira. Svobodna izbira, ki je temeljila na čem? Bolj, kjer mi sedejo, kjer so mi bližje. Tako so vse zelo osebne, tako da mi sploh njena poezija všeč. Že leta spremljam nekako in tudi občasno mi zadarilo, pokloni kakšno pesniško zbirko, tako da sem zmeraj vesel. Se mi zdi, da ni to vajno prvo sodelovanje, pa tudi najbrž ne zadnje. Ja, jaz upam, da ni zadnje. Upam, da bomo tudi te pesmi, ki sem jih prej izvajal, posneli. Mogoče Slovloki, da bo bolj prvinski ambient, pa tako naprej. Vajeni smo že literarnih večerov, ko Agato Trojer o prebiranju pesmi spremljajo tudi vizualizacije leteh. Za kuliso tokratnega miniodra sta bili 2 sliki Franceta Berčiča, ki ustvarja pod imenom Berko. Ena je bila vizualizacija pesmi Pribežnica. Če greš na vrt, boš videla smrt. Pa sem neštetokrat ure in ure sedela na preži, zvita v klopčič, v zmedenih štredah, v sencah potonk. Na kolenih češnje, v zavetju hruškovih dreves, na vrtni škarpi, skot obzorje, širokimi pričakovanji. Še v temi prepoznaš vse vonje in okuse takrat v gnezda spletenih strahov. Z Berkotom smo skoraj sosedi. Jaz sem zrasla v Škofji Loki na Kamnitniku, na Partizanski cesti in to je pogled iz tega konca. Tako da je Berko tukaj Pribežnico vizualiziral, tukaj lepa mesto. In ja, odlično. Tudi poglejte si prosim ostale vizualizacije. Tokrat so na temo njenih pesmi likovno ustvarjali še Rado Dagarin, Barbara Demšar, Anja Fabijani, Matej Plestenjaki in Agata Pavlovec. Kako težko ali je tako blizu, da sploh ni težko uglasbiti njeno poezijo? Ne, ni enostaven. Agata je v poeziji toliko zgoščena, da imam vedno problem in ko berem njene pesmi in ko razmišljam, kako jo zvizualizirati. Tako da letos sem se odločila, da kar približam tako kot Bojan Trampuš, da naredim preplet, ker iz ene pesmi neki, ampak v bistvu, ko bereš več pesmi, se vse prepleta. In jaz čutim samo eno hrepenenje, pa eno erotiko vedno skozi te pesmi in sem probala pač to ujeti skozi moje obraze, v katerem obdobju sem pač trenutno, ko bolj obraze delam. Gre za obojestransko prepletanje, saj tudi Agata Trojer sama sem ter tja svoje občutja videnja upodobi na platnu. Agata je zelo čuteče bitje, manjka ji pač veliko likovne podlage, bom tako rekla, ampak skozi čutenje lahko naredi veliko.
tako da marsikšna njena slika, ki jo je že naredila, preseneti. Kakšen detajl pa še zmanjka. No. Še rojstnodnevna želja bi vaša bila? Naj uživa življenje in hrepeni naprej, no, ker se mi zdi, da je tudi hrepenenje nekaj lepega. No. Agata Trojar je dobitnica naziva Uršuljanka na Festivalu mlade literature leta 1997, Male Prešernove plakete za literaturo leta 1999, dobitnica Jabolka kakovosti leta 2010 in prejemnica Zlatega znaka Javnega sklada Republike Slovenije in plakete občine Medvode leta 2017. Slednje tudi za njeno dejavno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine in za vsestransko povezovalno vlogo. Tudi tokrat smo bili priča rojstnodnevnemu prepletanju 6x10. Dejansko smo to ustvarjalci iz krajev ob Sori in Savi. Nismo samo Ločani, čeprav je Loka pravzaprav že več desetletij naš peskovnik. Ampak srečujemo se pa res iz vseh koncev in glih ta naša skupna melodija, ta naš vrtiljak, kolorit, kako se pogovarjamo, kako se čutimo tudi brez besed, pa kadar pa meni besed ne zmanjka, pa jih kakšno povem, pa nas tudi glih tako povežejo. To mislim, da je najbolj pomembno. Res so se potrudili in jaz sem res vesela, da je ta izziv postal en tak splošen, fajn, dober občutek, no. Da je to za nas vse. Pred slabim tednom dni, v petek 17. oktobra, je v Mladinskem centru Jedro svojo prvo razstavo odprla študentka in fotografinja Sara Mazalica. Razstavo je poimenovala Šri Lanka Through My Eyes. Obiskovalcem pa pripravila čustveno obarvan dogodek, prežet z vonjem po šrilanških začimbah in v spremstvu kratkega videotripa s potovanja, ki ga je pripravil njen fant, naš sodelavec Jaka Lavtar. To je zgodba o Šrilanki, takšni, kot sem jo doživela jaz, polni barv, srčnih ljudi, čaja in karija na vsakem koraku. Moje fotografije niso turistični vodič, ampak utrinki poti, kjer se narava prepleta s prisotnostjo vsakdanjega življenja, je zapisala Sara ob odprtju svoje prve samostojne fotografske razstave v Jedru. Moja želja je bila že nekaj let, da potujem na Šrilanko, zaradi vseh teh in začimb in okusov in živali in ljudi. In moram reči, da sploh ni razočarala. To je bil eden od najboljših potovanj do zdaj, po moje, ker res se mi zdi, da sem cel nekako svoj srce pustila tam. Tako da, ja, nekako mi je ostalo najbolj v spominu. Šrilanka je dežela azijskega miksa, kjer se med seboj prepletajo simboli različnih verstev, prelepa narava s prostranimi nasadi čajevca, pester živalski svet ter tudi mestni del, ki sta ga Sara in Jaka tudi obiskala. Mesto je v bistvu bolj podobno Indiji, ker najprej sva midva doživela Šrilanko tako v naravni luči, potem sva šla v mesto in to je bilo zelo nenavadno, zelo drugače kot v naravi, ker so take razlike so velike. Jaz bi rekel, da je bilo kar v skladu s pričakovanji. Najbolj me je presenetilo na koncu glavno mesto Kolombo, ker je bilo toliko ljudi, pa toliko enega dretja, en čez drugega, pa pravuna Indija, ki si jo predstavljaš, ne. Ampak ja, ostalo pa bolj sem si predstavljal džungle, pa živali, pa to in to sem tudi dobil. Polna lepih vtisov sta Sara in Jaka zbranim obiskovalcem na razstavi z veseljem odgovarjala na vsa vprašanja, prinesla pa sta tudi nekaj začimb, ki sta jih pripeljala s potovanja nazaj domov. Sara pa najbolj pogreša hrano. Jaz sem vegetarijanka že 10 let in res moram reči, da tam hrana je toliko zelo dobra, kari, ki ga naredi doma, ni niti do kolen, kakor je bil na Šrilanki. Tako da pogrešam hrano in prijaznost in to pristnost ljudi. Tako da, ja, to je to.
Na Šrilanki je tudi ogromno živali in s fotografij zrejo tudi oči slona, pa kar nekaj psov, ki jih je na Šrilanki res zelo veliko. Tam je bilo toliko velik psov, ki nimajo doma, ampak tam so ljudje tega toliko navajeni, kot smo mi, ne vem, miši, ki jo vidiš na cesti, ne vem, sam ignoriraš in greš naprej. In je tako dosti težko, še posebej za nekoga, kot je Sara, ki je zelo za živali zagreta. Tako da sem imela kar skozi, celo potovanje sem imela v torbi pasjo hrano in sva jim dajala, kamorkoli so prišla. Ampak je pa kar težko videti, ker so tudi polomljeni, brez nog ali pa zadnje 2 noge mu ne delata, pa se sam s prednjimi naprej, ampak noben ga sploh ne pogleda, to je pri njih nekaj najbolj navadnega. Pa jih je 4 za vsakim vogalom, res jih je veliko. Mogoče to je eden največjih vtisov, kaj je recimo še tisto, česar ne boš nikoli pozabil Šrilanke? Ja, definitivno to, pa opice tudi. Na vsakem vogalu opice, na vsakem ovinku opice, ko sva šla v gore, so bile opice, ko sva šla do slapov, so bile opice. Zelo zanimivo. Sara je seveda na potovanje vzela več fotoaparatov, s katerimi je pridno beležila vtise, katerih del je tokrat delila tudi z nami. Veliko fotografij je tudi s filmom, drugače jaz študiram fotografijo, sem 3. letnik. Veliko fotografij je na film, drugače so digitalne, sem jih razvila sama sicer, če so na film. Na razstavi je več fotografij različnih dimenzij z različnimi motivi in postavitvijo, ki jo je Sara pripravila tako, da se fotografije med sabo povezujejo in obiskovalcem govorijo zgodbo o deželi, ki je nanjo naredila tako velik vtis. Fotografije je veliko, izbor, ne vem, po občutku. To, kar se je meni zdelo, kako bi ljudje čutili Šrilanko skozi moje oči. Na fotografijah je veliko ljudi, pa tudi detajlov, ki s spretno postavitvijo prav tako veliko povedo, saj Sara s svojim občutkom za podrobnosti prek fotografije govori zgodbo o motivu, ki ga predstavlja. Najraje fotografiram nekako avtorsko fotografijo, nekako umetniško, malo je drugače, ker so travel fotke. Drugače pa avtorske, umetniške, na film, zelo rada fotografiram na film in ta občutek, ko ga sama razvijam, ko pač z rokami veliko delam, tako da ja. Kako pa Šrilanko in potovanje z dekletom vidi Jaka, pa smo si na odprtju razstave lahko ogledali tudi obiskovalci prek kratkega filma, ki ga je posnel na potovanju. Lih kakšen teden preden sva šla na ta potovanje, sem si kupil novo kamero in novo opremo z namenom, da bom tudi snemal najina potovanja. Tako da ja, je bilo v planu, da bom posnel točno en tak video. Seveda nisem mogel načrtovati točnih posnetkov, dokler nisem bil tam. Tam sem malo eksperimentiral, pa doma v montiranju tega sem se pa odločil, kaj gre noter. Sara in Jaka torej svojo mladostno energijo koristita tako, kot je najbolje, na potovanjih, kjer nabirata nove izkušnje, obenem pa v spoznavanju drugih dežel trenutke izkoristita tudi za tisto, kar sicer v življenju zelo rada počneta. Jaka snema, Sara pa fotografira. Oba bosta s tem delala tudi v prihodnje in Sara si je že izbrala področje fotografiranja, kjer se najbolj vidi. Upam, da portretiranje na film ali pa na kakšnem studiu, da lahko sama, da imam svojo umetniško, da imam svoj umetniški del, tako da ja. Do takrat pa bo izkušnje nabirala tudi tako, kot jih je predstavila na tokratni razstavi. Fotoaparat je namreč njen stalni življenjski spremljevalec. Kako je biti na potovanju z dekletom, ki najbrž večji del časa hodi okrog s fotoaparatom? Je to, bom rekla, se da tudi uživati? Ja, seveda. Zdaj sem se že malo navadil, da ko prideva nekam, počakam 20 sekund, da ona malo poslika, pa greva, narediva še 100 metrov, pa spet počakam 20 sekund, da poslika. Vse gre. Jaz sem imel tudi fotoaparat, ki sem snemal, jaz sem bil isti. Jaz sem tudi težil, da se ustavlja za vsake tok cajta. Rada potujete, kam vaju pot pelje še kaj v prihodnosti, kaj načrtujete še? Se pravi, v načrtu zdaj je verjetno Vietnam, ali pa, da gremo malo ven iz te Azije, pa mogoče Avstralija.
Glede na pozitiven odziv obiskovalcev se torej lahko nadejamo še kakšne zanimive razstave in videozapisa. Razstava Sri Lanka Through My Eyes pa bo v jedru še na ogled do konca meseca novembra. Domačinka Suzana Grabec je pred 3 leti prvič realizirala idejo noči čarovnic na Starem gradu v Smledniku. Odziv je bil odličen. Tudi tokratna izvedba v soboto 18. oktobra je potrdila ugotovitev, če nam je prav ali ne, da imamo očitno radi nekaj, kar velja za izrazito ameriški praznik in da je noč čarovnic oziroma popoldne čarovnic postala najbolje obiskana prireditev v Smledniku, namenjena otrokom in mladim po srcu. Ponovno je potekala pod okriljem Turističnega društva Smlednik v sodelovanju z ostalimi društvi in celotno skupnostjo. Skratka, velika množica obiskovalcev, okoli 300 so jih našteli, 180 domiselno izrezanih buč s kmetije Prjeraj, 3 najbolj domiselne so nagradili v otroški igralnici Zuma Kids, veliko poslikanih obrazov, za kar je poskrbela varuška Živa, največje število maskiranih otrok do sedaj, 3 najboljši so domov odšli z nagrado aktivnega centra Plezarna, pa Kostan, Šmoren, Pokovka in še kaj, med drugim tudi predstava Čudežna omara v izvedbi Danaje Križaj in Luke Pogačnika. Noč čarovnica ali Halloween danes velja predvsem za ameriški praznik. Poln veselja, vendar pa pogled v zgodovino pokaže, da gre najverjetneje za star keltski običaj, povezan s prehodom iz jeseni v zimo, iz izobilja v pomanjkanje, iz življenja v smrt. Verjeli so, da se na noč čarovnic zli duhovi vrnejo na zemljo. Zato so se oblekli v kostume, da bi jih pretentali, pred vrata pa so jim postavili sklede s hrano, da bi jih odvrnili od vstopa v hišo. V 8. stoletju je papež Gregor III. Predlagal 1. november za praznik vseh svetih, vendar pa jim mistike vraževerja te noči ni uspelo zatreti. Pod okriljem kulturnega društva Godba Medvode, ki beleži že več kot 95 let, deluje 5 sekcij, pričakovano godbena, pihalna in trobilna, in zadnja leta še mladinska in jazz sekcija. Obe sekciji sta na letošnjem festivalu malih instrumentalnih skupin v Dravogradu prejeli zlato plaketo. Slednja, torej jazz sekcija, pa je ta petek v Baru kulture 313,6 pripravila pester koncert za vse ljubitelje džeza in ostalih podobnih glasbenih zvrsti. Jazz sekcija Godbe Medvode, kot ste že opazili tudi mediji, ustvarja že zdaj 3 leta, recimo, bom na pamet rekel 3 leta. Tako bom rekel, začetki so bili dosti, bom rekel, težki, ker smo šli res od začetka. Zelo sem vesel, da se je naš basist Blaž Istenič res, da je z Anžetom sinom nastopil, da je osvojil te prvine tudi basiranja, bom rekel, po harmoniji, po akordih, ne po notah. Vse ste videli mogoče, da je imel stojalo, ampak ne bere not, pač bere harmonijo, akorde. In nam v bistvu taka sekcija, kot je jazz sekcija, veliko pomaga kot orkestru. Saj, kadar damo kakšen zabaven program gor ali pa kaj tasga, se res pozna in je tako lažje delati. S tem namenom je bila tudi ustanovljena. Zelo smo veseli, da smo danes spet tlele v baru pri Kulturnem domu. Kako bi nas pa opisal? Ja, zmer boljši smo. Tokratni zasedbi jazz sekcije Godbe Medvode sta se pridružila, in to ne prvič, jazz instrumentalist Matic Nikola in prvič jazz pianist Blaž Pahor. Saksofonist Matic Nikola je naš v bistvu redni gost, z nami sodeluje pogosto na veliko koncertih. Pokličemo ga tudi za branje not, čeprav smo vedeli, da je res mojster improvizacije. Sodeluje z nami pogosto. Pianist je pa Blaž Pahor, sicer vodja Big Banda Nova v Novi Gorici, super glasbenik, končuje, mislim, da kompozicijo v Gradcu. Upam, da bomo še sodelovali z njim. Tokrat je on prvič z nami.
Žal jazz pianista v Medvodah nimamo, ampak za takale, bom rekel, sodelovanja se priporočamo najboljšim glasbenikom. Tokrat so jazz sekcijo zastopali poleg dirigenta godbe Medvode, sicer pa vsestranskega jazz inštrumentalista Roka Škrlja, še saksofonistka Irena Sonč-Lenc, na tolkalih Rok Jamnik ter na bas kitari Blaž Istenič in na trobenti njegov sin Anže. Je tole vajen prvi skupni intervju? Intervju je pa ta prvo, ja. Koliko časa pa že skupaj igrate v godbi Medvode? A skupaj? To už pa ti vedel, kdaj je začel, ne? Mislim, da 8 let, ne, malo manj, 7. Tam nekje. Vaša kilometrina? Čez 30 let. Koliko Isteničev je sedaj v godbi Medvode? 5. Poleg trobente, bas kitare, potem je še najmlajši na bobnih, najstarejši na klarinetu, žena pa na melodičnih tokalih, pa na bobnih tudi. Vprašala, kakšen status ima trobenta v vaši družini? Ja, jaz sicer sem začel s trobento, ampak sem zmer govoril, ko bom enega pripeljal v godbi, da začel trobento igrati, bom jaz kakšen drug inštrument. V prvem planu je bila sicer tuba, ampak je pa prišlo do tega, da sem nekako bas kitaro v roke vzel, da sem pa na bas kitari. Mogoče tuba še pride. Trobenta tudi tvoja prva odločitev ali pač očetova odločitev zate? Ne, vedno moja prva, že od malega, ko sem ga videl igrati v godbi. Kako vam srce zapoje, ko slišite sina igrati? Dobro, da je tu trobenta glasna, ker drugače bi se moj srce slišal, ne? Zdaj pa ena hitra osebna izkaznica. Trobenta je tvoja življenjska odločitev. Torej, študiraš? Na konzervatoriju za glasbo, jazz, pri profesorju Davidu Jarhu, 4. letnik in ja, planiram tudi naprej študirati v tujino. Kje je najboljša jazz scena, torej najboljša jazz podlaga? Mislim, na Dunaju bi rekel po moje za zdaj, kar je blizu nas. Kdo je odločil, kateri program bo danes? Ja, predvsem naš dirigent Rok. On je tudi doma v jazzu, tako da predvsem on je pa kakšno našo željo tudi upošteval. V tokratni program je dirigent godbe Medvode Rok Škrl delno vključil program, s katerim je jazz sekcija odlično nastopila na letošnjem festivalu malih inštrumentalnih skupin v Dravogradu, ki poteka pod okriljem Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenija in prejela, tako kot že lansko leto, tako kot tudi mladinska sekcija godbe Medvode, zlato plaketo. En del smo pa dodali, ker zdaj tak koncert, kot je danes, pač potrebuje programa vsaj 1 uro in sem zelo vesel, da smo sestavili. Smo se pa trudili, da bi šli v, bom rekel, večje število stilov, kot so recimo Latin, swing, balada in tako naprej. Je to tudi sestavni del novoletnega koncerta, kakšna skladba, oziroma je program za novoletni koncert, ta res veliki, običajno zelo dobro obiskan koncert, že pripravljen? Program je že pripravljen, bom pa tako rekel, že vnaprej razmišljam, kako bi vključil jazz sekcijo, da bi tudi samostojno nastopila, ker vemo, da na naš koncert pride blizu 1000 ljudi vsako leto in bi bilo fino, da jih predstavimo tudi tej množici, čeprav smo danes, bom rekel, dosti napolnili tale prostor, da ga naslednjič še bolj. Zanimivost. Na tokratnem koncertu so bili prisotni kar 4 dosedanji predsedniki godbe Medvode, ki beleži že 96 let delovanja. Na odru Irena Sonč-Lenc, med poslušalci v Baru kulture 313,6 pa nekdanja Uroš Oblak in Vika Kranc ter aktualni predsednik Klemen Avguštin. In izziv godbe Medvode v letošnji sezoni? Za letošnjo leto lahko rečem, da sem kar navdušen, ker smo pridobili kar nekaj novih članov. Mislim, da jih je nekih 7-8 tam nekje. Res je, da niso vsi Medvodčani, ampak vseeno, lažje nam bo delati. Vabimo pa seveda vse glasbenike, ki jih zanima muziciranje z nami. Tudi če kdo gleda TV Medvode, pa ni Medvodčan, recimo, da se je priselil v Medvode, ga lepo vabim, naj nas kontaktira, naj predstavi svoje znanje,
se spoznamo, pa vidimo naprej. Kolesar Andrej Žavbi je v začetku oktobra odlično zastopal medvoške oziroma slovenske barve na svetovnem prvenstvu na velodromu v Franciji, ki poteka pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze UCI. Domov se je vrnil z naslovom svetovnega prvaka v dirki na točke in z naslovom svetovnega podprvaka v disciplini zasledovanje. Torej 2 medalji je dodal v zbirko 5 z predhodnih 4 svetovnih veteranskih prvenstev na velodromu in prvič zlato. Letošnji občinski nagrajenec, dobitnik medalje občine Medvode, kolesar Andrej Žavbi je 8. oktobra postal svetovni prvak na velodromu v dirki na točke v starostni kategoriji od 65 do 69 let in to kljub avgustovski poškodbi. Gre za svetovno prvenstvo na velodromu v Franciji, ki je potekalo pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze UCI. Zadnji dan svetovnega prvenstva pa je uspeh dopolnil še z osvojitvijo srebrne medalje in naslovom svetovnega podprvaka v disciplini zasledovanje. Na 4 svetovnih prvenstvih na velodromu se je Andrej Žavbi na zmagovalne stopničke sicer povzpel že 5-krat, tokrat pa prvič tudi na najvišje mesto. Ja, lahko rečem, da sem zelo vesel, da v bistvu to po tem padcu, ko sem ga imel po hudi poškodbi, niti nisem pričakoval, imel sem mogoče kakšen procent možnosti, na koncu se je šlo, koliko v bistvu niti ne bi si mislil po vsem tem, ne, in sem res zelo vesel. No. So bili to načrti na začetku sezone? Bilo je kar dosti načrtov, vse ostale sem kar dobro izpolnil, na tega zadnjega pa niti nisem več bil siguren, zaradi tega, ker res, kot sem rekel, je bilo zelo malo možnosti. Nisem se imel možnosti pripravljati, imel sem pa načrt še malo večji, na 2000 metrov zasledovalno, sem bil lani zelo dober in sem letos računal na svetovni rekord, da bi ga popravil, vendar pač to, glede na to, da nisem mogel upraviti treningov, da je bila to bolj rehabilitacija, da niti niso bile priprave, sem bil na koncu v tej disciplini drugi, kar pa je tudi v redu, pa bo mogoče kakšen ta cilj recimo ostal mogoče za drug let, ker je dobro, da vseh ciljev ne izpolnimo, da pa pol nadaljujemo. Kaj pripelje do res takega uspeha na velodromu? Ja, prvič pripravljenost res mora biti vrhunska, ker velikih je takih, ki so pripravljeni profesionalno. Ne. Kot drugo je pa res velik faktor so izkušnje, ne, ki jih pa jaz pač nabiram na teh svetovnih prvenstvih, kjer jih se udeležujem, konkurenca recimo ima pa v državah, kot so Avstralija, Anglija, Francija, povsem drugačne pogoje. Oni dirkajo v bistvu celo leto, imajo med sabo veliko konkurenco, izmenjujejo se informacije, imajo strokovnjake, ki jim pomagajo in tukaj sem jaz precej za njimi, ker Slovenija na velodromu vse ni toliko razvita, da bi bila konkurenčna tem. No. Ampak nekaj sem se že naučil, tako da pač pol na koncu, kot letos se kar izide nekako. No. Spet so pri tistem vprašanju, ko govorite, ja, cela ekipa je bila na svetovnem prvenstvu, ekipa ta, ekipa ona. Vaša ekipa šteje koliko ljudi? Ja, Alenka pač me spremlja in mi pomaga in nekako me tudi spodbuja. Drugače pa ja, so različni, recimo Avstralci, te, ki sem že omenil. Zanimiv je tudi Silvian Adams, lastnik Premier Tech profesionalne ekipe, ki ima v lasti 2 velodroma, milijarder. No, z njim sva bila pač takrat na tej dirki, ko sem zmagal, sva bila v begu in sem bil pač močnejši od njega na koncu. Ko reče Alenka, s tem misli na svojo ženo Alenko Žavbi Kunaver. Letošnja sezona je bila za Andreja Žavbija že sicer uspešna. Že v začetku leta je na velodromu v Novem mestu postavil svetovni rekord UCI v vožnji na 1 uro v starostni kategoriji 65+. V 1 uri je prevozil več kot 46 km. Avgusta pa je postal tudi evropski prvak z vintage opremo. Dirko je končal kot najhitrejši, kljub padcu, ko si je zlomil 7 reber, enega 2-krat in še ključnico. Po tistem padcu niti nismo pričakovali, da boste na koncu zmagali to tekmo, niti nismo pričakovali, da se boste tako hitro vrnili. Kaj je vplivalo na to, da recimo že zelo hitro spet na cesti oziroma na velodromu? Pa ključno je bilo, da sem
v ptujski bolnišnici z ekipo dr. Jazbeca, on osebno me je operiral, takrat naredil to, da so mi v bistvu ključnico operirali in da sem lahko takoj začel z rehabilitacijo, ker takrat, če tega ne bi bilo, bi trajalo sigurno zelo dolg časa in verjetno ne bi se mogel letos prav nobene dirke več udeležiti. To je bil ključno, pol pa tudi podpora doma, podpora prijateljev, pomoč pač enega drugega, tako da se vse to skupaj sestavi in vsem sem zelo hvaležen, tako da to je to. Svoje je dodala zbiljska trma ali kako? Malo pa tudi. V letošnji sezoni je zmagal tudi 7 tekem v Italiji, 9 tekem za slovenski pokal, 4 tekme v ciklokrosu in je 3-kratni aktualni državni prvak v svoji starostni kategoriji. Uspehe niza tako na cesti kot na pisti, v grevlu oziroma makadamkanju in v ciklokrosu s prvinami gorskega kolesarjenja. Torej, lahko rečemo vsestranskost, ali specializacija? Ja, pri meni je kar res vsestransko. Sej nekako mi pa uspet tudi te res specialiste, ker nihče od velodromskih tekmovalcev ne tekmuje v grevlu, niti v ciklokrosu, v bistvu še skoraj ne poznajo tega, ne. Mogoče kdo na cesti. Meni je pa to tako, namesto kakšnega težkega treninga grem na dirko in mi je to nekako lažji in lepši in pač tako prakticiram, da niti nimam kakšnega odmora v letu, da pozim ciklokros, potem se začne grevelj, potem dirke v Italiji in v Sloveniji in na koncu pač ta svetovna prvenstva, ki se pa nažalost časovno vsa poklapajo, v bistvu je svetovno na cesti in na grevlu in na pisti v bistvenem času, tako da se pa lahko samo enega udeležim in zdaj sem se kar na to odločil. Mislim, da drugo leto bo pa podobno. Zadnja vaša dirka pred najnim pogovorom in prva naslednja bo? Ja, zdaj je bilo v nedeljo ena lepa dirka na Bledu, ker sicer ni bilo veliko udeležbe, malo mrzlo, večina so že kar zaključili. Zdaj pa v novembru je pa kar nekaj ciklokrosov v Sloveniji, pa mogoče, če bom se uspel zdaj do konca pozdraviti, pa mogoče svetovno prvenstvo v Veroni v Italiji 28. novembra. Tokratna črna kronika medvoških policistov obsega zgolj kazniva dejanja, ki so jih medvoški policisti v času uradnih ur obravnavali na območju naše občine. Goljuf je pod pretvezo, da je uslužbenec Telekoma od lastnika stanovanja pridobil podatke s plačilne kartice in potem s pridobljenimi podatki opravil več nakupov in dvigov na bančnih avtomatih. Policisti o goljufiji še zbirajo obvestila. Občanka iz Medvod je po opravljenem dvigu na bankomatu pozabila vzeti denar, nekdo, ki je prišel za njo, pa je denar vzel in s tem storil kaznivo dejanje zatajitve. Policisti so se lotili tudi iskanja osebe, ki je kaznivo dejanje storila z zlorabo s klicem na številko 113. Ugotovili so, da sta klic opravili 2 mladoletni osebi, o ugotovitvah pa so obvestili starše, tožilstvo in center za socialno delo. V Vašah so si policisti ogledali mesto vloma in intenzivno zbirajo obvestila, da bi odkrili storilca. V sodelovanju s policisti policijske postaje Ljubljana center pa so izsledili in prijeli osebo, ki je na območju Medvod in tudi drugod storila kazniva dejanja. Osebo so pridržali in odpeljali k preiskovalnemu sodniku, ki je za osumljenca odredil pripor. Zaradi pogostih vlomov v stanovanjske hiše na celotnem območju policijske uprave Ljubljana in Kranj, predvsem v večernem času med 16. in 21. uro, vse občane policisti pozivajo, da ste pozorni na sumljive osebe in vozila. Na policijski upravi Ljubljana opažajo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način. Oškodovance pa zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni.
strani. O omenjenih dogodkih smo že večkrat poročali, vendar opažamo, da so ljudje še vedno premalo previdni in pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom, bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupiti staro železo, da prihajajo iz elektroslužbe in si ogledujejo teren, kjer bi postavili nove daljnovode, da bodo odpravljali sanacijo odtokov in podobno, in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci na to hišo zapustijo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do te hiše pripeljejo z vozilom, s katerim na to kraj dogodka tudi zapustijo. Občanom policisti svetujejo, da imejte osebe, ki so prišle do vas nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabite v svoje prostore. Vedno zaklenite hišo, ko jo zapustite, ključ vzemite s seboj, pa tudi če stopite samo za vogal. Ob tem pa bodite pozorni na videz oseb, kako so oblečeni, kako govorijo, če imajo kakšne posebnosti, ter vozilo, s katerim so se pripeljali, torej znamko, barvo, tip in registrsko številko vozila. Ukolikor kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, policisti priporočajo, da takoj obvestite policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lep pozdrav.